V času, ko so partizani začeli izvajati komunistično revolucijo, so se domačini mnogih krajev znašli v dilemi, kako braniti svoje domove, lastnino in najpomembnejše svoje družine. V taki dilemi so se znašli tudi domačini občine Sveti Vid nad Cerknico, ki so kot mnogi se zatekli k edini možni pomoči, samemu okupatorju. Potem, ko so partizani aprila leta 1942 umorili 3 ugledne občinske može, kar je domačine šokiralo, se niso storili nič, kar bi jih lahko obsodilo na tako kruto smrt, so ti postali zaskrbljeni, še posebej pa so bili v strahu hišni gospodari, ki so bili katoličani. Italijani so dobro vedeli o dogajanju v občini, saj so skrbno beležili vse žrtve z imeni, informacije pa so segle tudi v Rim. Citiram: 23. aprila je usodno od Cerknice 15 oboroženih moških, oblečenih v uniforme stare jugoslovanske vojske, umorilo župana Antona Tekavča, občinskega tajnika Franca Starleta in enega kmeta Valentina Starleta. Obtoževali so jih simpatiziranje z italijanskimi oblastmi. Pod italijansko zaščito sta se umaknila oče 9 otrok Andrej Rudolf in oče 10 otrok Franc Starle iz Osredka. Partizani so jih želeli likvidirati, Italijani pa so hiteli reševati obe dve družine, da bi tako izkazali svojo humanost. Tako je visoki komisar ljubljanske pokrajine Emilio Grazioli dobil dopis, ki je izražal potrebo po preselitvi Andreja Rudolfa in njegovo družino v drugo provinco Kraljevine Italije. V dokumentu z dne 19. maja 1942 sta bila seznama obeh dveh družin z namenom preselitve v okolico Verone zaradi groženj s smrtjo strani komunističnih elementov. Dan pozneje, 20. maja, je major Luigi Coronazzo v Ljubljani z veliko urgenco spraševal, kakšna so ozadja družin namenjenih za preselitev. Družina Franca je bila obvarovana in je vojno preživela, medtem ko je Andreju bilo pobitih 5 otrok, ki so vsi, z izjemo ene hčerke, umrli v Teharjah leta 1945.